Zdaj pa se obračamo na našega obalnega korespondenta in odličnega kuharja Marka Žerjala, ki pa ta teden zaradi praznikov dela od doma. Natančneje se je tokrat odločil, da nam bo poročal iz koncerta rock skupine Zmelkov. A sem jaz to odobril? Živijo, gospod Godler. Danes sem se pridružil rock bandu Zmelkov, da malo odkrijem, kako izgleda njihovo ustvarjanje in nastopanje na tipičnem koncertu. Smo tukaj na Mostovni v Novi Gorici in band se počasi pripravlja. Tako da gremo kar pogledati, kako bo današnji večer potekal. Gospod Žare, kaj si obetate od nocojšnjega koncerta? Predvsem dober špilček, dosti pijače in malo glavobola jutri. Je pijača običajna na rockerskih koncertih? Ne, to samo mi. Drugi so čisto taki. Voda, mleko, cedevita. To je že doping. Gospod Koščak, kakšna izjava mogoče? Jajčka smo vsa pojeli, zdaj smo prišli sem malo jajca razbijati. Ker je velika noč. Mislim, da ja. Gospod Srgol, kaj je bila najbolj bizarna stvar, ki se vam je zgodila na koncertu? To, da sem igral z Zmelkovi. Je bilo to letos ali že v preteklosti? To traja že dolgo in še bo. Še bo? Ja, zgleda. Kako pa kaj dame reagirajo na to, ko vidijo moškega v bendu? Kaj pa je najbolj čudna stvar, ki se je tebi kdaj zgodila na koncertu? To, da sem padla z odra enkrat. Z odra? Ja. Padla z odra, me je menedžer vlekel iz ene buže ven, preživela. Gospod Primitivec, vi ste nekako poslovno srce tega benda. V bistvu, lej, odjebi s tem. Bomo prišli rajši po nastopu, malo so živčni prej še. Na to so se začele priprave na sam koncert, ki so vključevale postavitev opreme, tonske vaje in pa uživanje raznih nenavadnih substanc na skoraj še bolj nenavadne načine. Med čakanjem na pričetek sem se pa jaz prehodil še med publiko in tam preveril, kakšno je vzdušje in kakšna so pričakovanja za večer. Kaj bi vaši starši rekli, če bi vedeli, da ste danes tukaj? Bi prišli z mano. In kaj si obetate od nocojšnjega koncerta? Plesali po mizah in pili šampanj s popka. Čigavega? Mladenk. Ne od benda? Benda, sigurno, ne. Če se Žare ponudi, niti? Žare ima velik popk, ne bom pil si za popka. Pa povej mi, kot dama, kateri član benda Zmelkov ti je najbolj hot? Una bejba, definitivno. Povej, če bi Zmelkov bili spolna bolezen, katera spolna bolezen bi bili? Pač, kaj pa vem, ful jih ne poznam toliko, ampak I guess... Zmelkov spolnih bolezni? Spolnih bolezni. Pač rekla bi sifilis, just because. Sifilis? Ja. Ker so old school, ali kaj? Ja, I guess, ja. Tako, for the old people, a veš. Če bi Zmelkov bili spolna bolezen, katera spolna bolezen bi bili? Ne vem, lahko sramna ušma. Kaj je ravno sramna ušma? Ne vem, ko so taki zajedljivi, Gospod Goga, smo tik pred koncertom. Kakšni so občutki? Občutki so mešani. V bistvu zahvaljujem se vsem oboževalcem, ki so prišli izraziti svojo podporo in mahajo z zastavicami, kakor tudi medijem, ki bodo spremljali naše uspehe in promovirajo našo glasbo širom sveta. To sem jaz. Tebi bi bilo to namenjeno. Na to je pa končno napočil trenutek, na katerega smo vsi čakali. Koncert. Vzdušje je bilo, kot vidite, zelo vroče, publika pa prav tako, kljub vsem poskusom zaposlenih na šanku, da bi jih ohladili. In moram priznati, da tudi mene dogajanje ni pustilo čisto ravnodušnega. Po končanem koncertu sem pa še enkrat preveril, kako so bili z večerom zadovoljni tako člani benda, kot tudi publika. In kakšni so vtisi po koncertu? Fenomenalno je bilo, meni osebno en boljši koncert v njihovih. Sem zelo užival tudi v Vipavi Zapusta, ta je bil res nekaj drugega. Zakaj pa? Zaradi tega, ker so imeli ful bolj poceni vino kot dolej. Kaj je bil najljubši dogodek tega večera? To, da nam ni zapel vse najboljše za našo frendico, ki trenutno ni tukaj. To je bil najboljši dogodek? Najboljši dogodek. Ne marate frendice? Ne. Ko jo jebe? Ko jo jebe. Najljubši član? No, vsi. Pač ne moreš, Anuša. Ok. Anuša? Vsi ne moreš, Anuša? V bistvu lahko, v bistvu lahko. Gospod Žare, kako ste zadovoljni z nocojšnjim koncertom?
0. Brez napak. Čigavih? Od publike večinoma. Ja, ne vejo vseh komadov na pamet, ne? Mislim, ja. Gospod Sergol, kako ste zadovoljni z natočnim koncertom? Ne stoji zdaj, prosim, ne stoji. A je tako naporno? Ja, je. Gospod Goga, kako ste zadovoljni z natočnim koncertom? Še izlong. Gospod Goga je izjemno zadovoljen do te mere, da ne uspe ubesediti svojih čustev za oddajo. In po uspešnem koncertu so opremo in žareta zložili nazaj v kombi in smo se veselo odpeljali domov. Vsaj se mi zdi. Kako se vam zdi? Gospod Godler, bom iskren, od neke točke dalje je moj spomin tisti večer postal, kot bi temu rekli, fotografski. Fotografski v smislu, da se spomnite vsakega detajla točno? Ne, v smislu, da sem drugi dan po fotografijah ugotavljal, kaj se je prejšnji dan dogajalo. Nočem nobenega preveč kriviti česarkoli, ampak malo se mi zdi, kot da mi je kdo mogoče kaj potaknil v pijačo, ker od neke točke dalje so moji spomini tistega večera bolj motni kot voda v Maxi Marketu. Da vam kaj potaknili, gospod Žerjal, a ste vi prepričani? Praktično prepričan, gospod Godler. Imeli so priložnost mi kaj dati v pivo, če ne drugo, ker sem jih tekom večera spil nekje 14 in kot drugo imeli so motivacijo. Natančneje, posegati po mojem vročem seksi telescu. 14, gospod Žerjal, meni tudi ne zveni, da ste bili žrtev kakšnih tretjih oseb, ampak svojega lastnega pretiravanja. Tako kot mi to opisujete, mi ne izpade, da bi vam kdorkoli kaj potaknil, ampak da so vam preprosto popustile zavore in ste namesto, da bi snemali prispevek, še vi malo zažurali z bendom. Ne, meni je moja verzija dogodkov iskreno dosti ljubša, gospod Godler. No, zdaj pa se opravičujem, ampak moram iti dalje, ker danes še ocenjujem eno tekmovanje Miss Mokre majčke. Kaj pa vem, mogoče pa o temu posnamem naslednji prispevek. Za naslednji prispevek bi raje videl, da ste nazaj tu z nami v studiu. To delo od doma zgleda ni najboljša rešitev za našo oddajo. Ampak če naredite kakšen posnetek na tekmovanju, mi ga pa vseeno pošljite na tist, na privatko. Na privatko. Na aparat. Mi smo kremajčke. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.